Ljudje in ljudine, poslušate Obot, 31. četrto epizodo druge sezone. Kaj je podcast Obot? To je podcast, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z. Obot, obledela, bedno ogrnjena dekleta, smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Igor Harp in moja malenkost, moje ime je Aljoša Harlamov. In v 4 epizodah druge sezone že tretjič gost oziroma gostja, Sanja Struna. Živijo, Sanja. Živijo. Sanja je kakšno srečno naključje, filmska kritičarka s fokusom na azijsko, predvsem južnokorejsko filmsko produkcijo in sodelavka sestrskega podcasta Filmflow. In danes premierno še v podcastu Obot, tistega o značkah ta trenutek ne bomo, ker smo že past that point, se bojim. Sanja, kako si? Jutranje. Pustila si London zaradi nas, mi smo zelo ponosni. Ja, samo zaradi tega podcasta nisem šla v London, to sem se pač odločila. No, sicer tudi, ne vem, jesensko listje. Pa. A ja, jesensko listje. Se imaš prav, to je. V Londonu tega res ni. Ne, London ful nima parkov. Ja. Kaj boš za noč čarovnic? Naspana. Dober odgovor. Skratka, 4. epizoda druge sezone je Halloween specialka, ki jo bomo posvetili najprej drugi sezoni serije Terror Infamy, kar bomo nekako po temi vsebini povezali z grozljivkami z Daljnega vzhoda, kako se pustimo presenetiti, ki so bile vsaj nekaj let nazaj totalni hit, veliko jih je predelal tudi Hollywood, potem pa so azijski režiserji itak večinoma migrirali v Kalifornijo, no mi se bomo osredotočili vseeno na filme, ki so nastali večinsko v Aziji. Jaz se upam, da govorim to prav, da niso ti filmi hollywoodski pod krinko. In sicer najprej torej serija, no to pa top 2 ali top 3, odvisno od tega, koliko časa nam bo preostalo. V kinu Bežigrad, kjer snemamo danes zjutraj, naj bi namreč nekaj že imeli dopoldne, čeprav zdaj, ko smo prišli, v bistvu začudo, nikjer ni bilo nobenega. No? Pa, ja, no, glavno, da je bilo odklenjeno, smo prišli. Ja, pa da je hladilnik odklenjen. No, se ne bi mogel bolj strinjati. Kakorkoli že, še preden se torej lotimo današnje teme, hvala vsem, ki nas poslušate, zaradi vas nas ni strah smrti, saj bodo naši glasovi ostali z vami in dokler našo epizodo posluša vsaj ena osamljena duša, živimo večno. Dragi obodovci in bodovke, hvala vam. In preden nadaljujemo, seveda standardno opozorilo, ta epizoda bo vsebovala kvarnike tako za serijo Terror, žal Mito, kot za filme, ki smo jih izbrali in ste jih lahko prebrali spodaj v opisu serije. Če serije in omenjenih filmov še niste videli, danes je Noč čarovnic, izvrsten čas, da si ogledate kakšno grozljivko in se k epizodi vrnete znova ob kakšnem drugem času. Če pa ste pogledali kaj od tega, za drugo pa vam ni mar, kar izvolite, vabimo vas s sabo. Maestro, trik ali priboljšek? Priboljšek. Ste vidva tudi dobila ta mail od Anžeta? Čakaj, kjer je mail? Pa mail, tistem, ki piše, da če ne priporočiš njegovega tedenskega newslettera vsaj enemu človeku, pol boš danes opoldne umrl grozljive smrti. Ok, ja, to sem dobo sicer, no. Ja, kakšen lame način nabiranja novih naročnikov. Mislim, jaz sem se naročil to, če čisto iskreno povem, iz čistega usmiljenja, ne bom pa tega šeril naprej, lepo te prosim, no. Mislim, da imajo ljudje dovolj svojih težav, ne rabimo še Anžeta. Kakorkoli, tle bom presekal ta čuden pogovor. Začnemo, skratka, današnji pogovor, z nami je Sanja Struna, mi smo pripravljeni, jutro je, veseli smo, dobre volje smo, delali bomo. Tale podcast, tole epizodo, to je bil zdaj tako zelo delali bomo, zelo ta kapitalističen nagovor, da nas pripravi. Najprej seveda serija The Terror Infamy, smo rekli, to je druga sezona antologijske serije, midva z Igorjem sva tudi prvo sezono pogledala, a si ti, Sanja, slučajno prvo? Ne. Ne. Ni to zate, vem, da ne. Ne. Ti še druge, zdaj nisi, če pri 3. delu si končal. Pri 3. sem končal. Lepo. Gleda snov malo žmoht, pa da vem, zakvaj je... No, zdaj pa ti vam izval vse sesula. Pa da vem, zakvaj je podnaslov Infamy. Te pa povej to še bravcem. Ja, bravcem. Lega, piše, 2 tedna piše za delo. Ja, počakajte na moj email newsletter.
Ja, Infamy je torej ta Pearl Harbor napad, ki so ga Japonci izvedli, je v bistvu potem Roosevelt rekel, kao ta dan bo šel dol kot, kako se to prevede, zloglasno. Ja. Torej, Day in Infamy. Aha. To, kar zelo lepo oriše, mislim, nek ta širši kontekst serije, druge sezone serije. Ja. Zdaj treba povedati, da prva sezona, če se kdo spomni, je čist nekaj drugega. Dogaja se na Arktiki, kjer je ladja The Terror in še ena. Ja, jaz sem tudi že pozabil, kako se dogaja. Kdo si zapomni ladje? Tudi ladje ime Terror. Ja, že to, ja. Vojaška ladja je časno umreti na njej. Ne, to je bila vojaška ladja, zato da se bo teror zganjala nad sovragi, a ne? Torej, ne vem, špansko. Sovragi je rekel. Ja. Skratka, bilo je v mornarjih, ki so ujeti v arktičnem ledu in se šeškajo na eni točki. Ok, flogging je bil. Od vseh stvari, ki bi jih lahko povedal o prvi sezoni, dragi Igor, mislim, igra Jared Harris. Če to ni neki, da gledate to serijo, sorry. Jared Harris špila. On je in v tej seriji je briljanten. On je vedno briljanten. No, to je, ampak v tej seriji jaz bom rekel še posebej. No. Kot kapitan, ravno ene od ladje. Heinz je tudi super. Ja, njega sem jaz v bistvu registriral bolj kot njega. Samo glavni onak je v bistvu Jared Harris. Kieran Hintz ne zdrži celo sezono. Ja, tebi še bolj. No, skratka, napade jih ena pošast in potem je to v bistvu povezano z eskimsko neko folklorno, kakorkoli. In to je nekako osnova, ampak v bistvu je to, da še hujši sovražnik kot led in tale pošast pa postanejo drugemu, ko so brez. Ja, pa postane narava dejansko, ne? Pa človek leze nekam, kjer v bistvu nima kaj iskati v resnici, no? In jaz mislim, da je tudi druga sezona, kar jaz opažam pri obeh sezonah, kar so poskušali narediti, je, da je ta nadnaravni element ena češnja na tortici, v resnici pa tudi ful drugega dogajanja, ne? Ker v resnici jaz prve sezone, kar jaz najbolj zamerim, ali kako bi rekel, je, da v bistvu ta nadnaravni element je precej bolj lame, kot zdaj v drugi sezoni mi je bilo precej bolj všeč to. Prvi je pa tako, ta pošast je nikakva. V resnici pa, če nimaš denarja za resen CGI dan danes, pa sorry, ne moreš snemati filmov s pošastmi. Ker to je nek medved, neki čudno. Je pa še to, ne, da CGI, pa vse to so imeli kar denarja, ker prva sezona, ki se dogaja na Arktiki, je posneta na Pagu. Ja, no. Po zimi, na Pagu, otok Pag. Sicer si bil že tam. Ja. Ali pa si se mimo pelal. Arktika na Pagu. Ja. Po zimi je posneto. Ampak zelo prepričljivo. Ja, veš kak Pag je cel kamnit, ne? Tako da imaš že ono belo ozadje, pa vse to, pa pač fake sneg, pa to po zimi gre nekako. Ok, Hrvati vlečejo, ta Hollywood man je dober. Ja. Skratka, prva sezona se pač meni res dopadla bolj ta človeški vidik pač tega, kako greš, ker on išče to pot, to slavno pot na drugi strani, pač skratka, da greš na mest desno-levo. Da bi prišel prek Arktike. Ja, da prideš pač v Azijo. Ja. Kar je MQ v drugo sezono, recimo temu tako. Skratka, tam nasedajo in pač postanejo, tako kot je Igor rekel, sovražniki sami sebi, pa ta narava jih res pritiska. In v bistvu ta nadnaravni element je pol tako kar lame, ker v resnici on tudi takrat ugotovijo, ker imajo te neki, zastrupijo se svincem ali čem že, ker pač imajo te konzerve, pač so slabo izdelane, ne vem kaj. In je tudi tako grozno, razpadajo drugemu pred očmi in je bolj ta človeška res tako. In tista pošast tako na sredi serije postane popolnoma nezanimiva in v resnici nima nobene vloge več in tudi na koncu ne razumeš, zakaj je bila potrebna v resnici. No. Kar se mi zdi, da v drugi sezoni je vseeno bolj ta nadnaravni element bolj upet v samo štorijo. Vse meni se tako zdelo. Ja, zdaj tisto prva sezona temelji na knjigi, istoimenski. In tam knjiga, dejansko so ostanke terorja in Cerebusa. Ja, ker sva povedala, da je kvazi po resničnih dogodkih. So našli kasneje. Te dve ladji sta dejansko izginili in jih niso našli do par let nazaj. Preden so jih našli, je že nastala knjiga, ki je vpletla te nadnaravne dogodke zraven, kaj se je zgodilo z onimi.
Potem so že začeli snemati serijo, preden so dejansko našli ostanke terorja, ampak še vedno ne vejo čisto točno, kaj se je zgodilo, ampak dost sklepamo, da z izjemo te pošasti je bilo nekaj zelo podobnega. Ne? To. Zdaj pa druga sezona, ne? Se pa dogaja v ZDA. Kje natančno, mislim, da sem zgrešil ali pa vse pozabil. Mislim, kje natančno se dogaja v ZDA, nekaj okrog San Francisco ali kako? Ja, severni Kaliforniji. Aha. Dogaja se, začne se v Los Angelesu, na otoku Terminal Island, kjer je bila japonska ameriška skupnost, ker so bili ribiči, in potem, ko je druga svetovna vojna, jih strpajo v taborišče internacijsko v Severno Kalifornijo, ki se mu reče nekako že, neki špansko ime ima. Ja. Neki. Ja. Ko je tam ta družina, jih začne, že preden grejo tja še bolj, pa ko so tam, rečemo temu nadlegovati, duh in da ene pol sezone ne uspeš ugotoviti, kaj ta duh hoče, razen jih pač odstraniti. Otamaniti. Ja. Zdaj duhu oni najprej pravijo Jurej. Ja, oziroma kar ene par izrazov pač zamenjajo, ker ne vejo točno, kaj je. Tako da je pač opomenjen tudi Bakemono, ker je v bistvu pošast, ne tok duh. Oziroma bolj shapeshifter bi človek stvari, kot je Bakemono. No, kar tudi je, v bistvu, kar prevzame. Ja, tako. Medtem, kaj pač Jurej je pa lahko veliko stvari. Jurej je tako najbolj splošen izraz za vse duhove. In oni pač vsaj do te točke, ki sem jaz gledala, še vedno njo nazivajo sam z Jurej, čeprav v bistvu to, kar ona je, pač je Onryo. To je pa v bistvu vengeful spirit. Sprav je tam zaradi maščevanja. Čeprav če boš gledala naprej, v resnici je nek zombi na nek način, ko ona v bistvu pride iz groba prav tudi fizično, ne sam. Tako da tako da v bistvu je nekje. Ja, tako da ne vem. Ful je v bistvu, mislim, neka nadgradnja te osnovne mitologije, tako da mogoče po svoje celo je mal Bakemono. Ja, z tega vidika. Pač, oziroma mal tako je mogoče, ne vem, Bakemono, ki ima v sebi Onryo. Ja, mislim, vsekakor ona rabi svoje fizično telo zraven cel čas. Ker tudi imaš potem sceno, ko glavni junak pobegne pred duhom, misli, da bo mu sledilo in mu sledi in gre v Pacifik, se pridruži vojske in gre ona za njim, tako da... Do te točke ona gre za njim. Ja. Ker jaz sem gledala pač do točke, ko je on v Pacifiku in so tam ene druge stvari in pač je bil nek feeling, ker da ima pač nek japonski general pod sabo. Ja. To vmes probajo narediti to sceno, ampak potem pa vidiš, da reče nova runda prevajalcev pride nas zamenjati, ne? Ja. In vidiš, da ene od njih je že tako obseden in nosi zraven torbo, iz katere malo teče nekaj in v bistvu potem vidiš, da da je ona zložena noter v torbi. In potem ona pride za njim. Ne? Njeno telo v resnici, ker njen duh je v njem, če sprav zdaj. Štekam, njeno telo je pa takrat fizično neaktivno, ne? In ga lahko zložiš v Daphne. Očitno. Je kar priročna sposobnost. Pa noben ne pogleda. Mislim, Marvel se tega ni domislil za dobenega superjunaka. Nekaj najbolj normalnega je, da več imaš torbo, s katero se uizic ti neki. Neki pač. Pa smrdi, ki mislim, ker je že mrtva 20 let na tej točki, tako da če ne več. No, ampak ko prideš džunglo... Do tretjega dela, ki sem gledal, a njo noben ne opazi. Mislim, ne registrira. Ne, vse jo opazijo, to je ponovno zadnja stvar, ki jo naredijo. Ne, mnogi mislijo, da je ona pač ena oseba v tem kampu, ki je pač še niso srečali. In čist normalno interaktira z njo, ker ona še takrat uspe dost lepo zgledati. Tudi ko obsede kogarkoli, je pač tisti človek, ne, ki se pač malo čudno giblje, ampak to je to. Ne. No in potem pač pride tudi nazaj z Pacifika z Chesterjem. Aha. Ja. Vmes še proba, ker še ona rodi, še proba dobiti dojenčke.
ampak se ne izide. To sem še videla. To sem še videla. Ne, pač meni osebno je bilo pač to ful dober, ne toliko z vidika, mislim, ta serija mi je zelo všeč do te točke, na kateri sem gledala. Ne toliko z vidika v bistvu nadnaravnega hororja, ampak zaradi tega, ker se mi zdi, da naslavlja eno tako zelo zanimivo obdobje, ki ga proba Amerika v izi ignorirati, v katerem se ful mal ve, ker pač vse so lepši, mislim, taborišča so lepša, ker so bila v Nemčiji, ful so bolj udobna. Pa nimajo plinskih celic, ali kaj. Ampak še vedno so pa taborišča in so z njimi ravnali grozno in pač tako naprej, ne. In je pač zelo zanimivo obdobje in jaz, ki sem recimo gledala, mislim, sicer mogoče tudi to pač moja osebna perspektiva, ker nasplošno imam raj filme, kjer je pač resnično zelo človeško. Ker pač, you know, people are evil. Ampak pač, ampak tako, mislim, glih to mi je mogoče všeč, ker je v bistvu neko dopolnjevanje med tem dejanskim terorjem, ki je bilo to obdobje. Pač to obdobje je bilo grozno za te ljudi, pač niso vedeli, kaj se bo z njimi zgodilo, niti niso v bistvu oni bili tisti, ki so karkoli zakrivili, šlo se je pač, ne vem, ljudje, ki so trpeli, so se, ali pa najdeli, ne vem, neke trenutke, da se izživljajo nad nekom, da se lahko izživljajo prosto Prešerno, ne, mislim, pač, ful je, ne vem, zlo je v bistvu na 2 nivojih in to ful dobro funkcionira, ker to je nekaj, kar pač ponovadi, ker smo se nekaj pregovorili o remakih, ne. Ponovadi je tako, da pač Azija naredi ful dober horror film in pa ga pač dobijo v roke Američani in ga uničijo. To je pač usually sistem, ne, pač. In tle pa dejansko prav zanimivo, kako so nekako dosegali, no, tako, en tak balance, no. Ful so se potrudili, da je bilo res, cast je bil, je imel japonske korenine in tudi crew. Tudi na koncu pokaže, da so večinoma vsi potomci ali pa imajo nekega prednika, ki je bil res zaprt, odko kaže te fotke. To se mi je tudi zdelo tako. Ja, tako je, pa je tak glasen glede tega, kar... Pa tudi, tam, ko sem bil, so razložili, da pač snemali so serijo v Vancouveru in prva stvar, ko jih odpeljajo, jih zaprejo na hipodrom v konjske štale. In na tistem hipodromu so med drugo svetovno vojno dejansko zaprli japonske državljane, kanadske in je, mislim, en asistent režije rekel, ja, tukaj so bili zaprti moji stari starši, prav v tej štali. A čakaj, Kanada ima isti madež, ali? Kanada ima isti madež, tudi ne piše Kanada izpostavi, ampak dejansko ne samo Kanada, ima isti madež še Mehika, Brazilija in Avstralija. Pri čemer je pa še to, kar se pa nikjer ne omeni, pa tudi tukaj so to ignorirali, da je japonskega porekla ni pomenilo, da si japonske nacionalnosti, ampak da živiš v državah takratnega japonskega imperija, kar je tudi pomenilo vse Korejce. In mislim, da še Tajsko in še enih par, ampak teh ljudi je bilo relativno manj priseljencev iz teh držav. Zato se pač to ignorira, ampak ja, tudi če si bil Korejc, te isto dočakalo, čeprav je bila tvoja država okupirana strani Japonske, v bistvu. Mislim, tudi, ne vem, ful so šli dobro v detajle, se mi je zdel, tudi recimo, ne vem, ta cel name calling, recimo jaz pa nisem nikoli, sem vedno pričakovala, da bojo vsem tem govorili Jap, ne, pač kot Japanese guy, ne vem, karkoli, to tudi so jih klicali Nipi, to je bilo tako, pač ker Japonska je Nippon, a ne, in pač se mi je zdelo tako prav, mislim, nek drug spet nivo, ki te v bistvu užalijo v tvojem jeziku, po svoje. Pač, ne vem, šli so prav v te momente in ta cel, ne vem, tako res ful dobra rekonstrukcija se mi pa zdi po eni strani, čeprav so, mislim, to, da potem na to dodaš pa še nek supernatural horror, je pa to briljantno. Sej George Takei je bil tudi svetovalec zraven, je povedal dosti stvari, kak je bilo. Recimo, da gledam eno stvar, ki so povedali takrat, da kuharji so imeli v osnovi, so jim dali pač te kuharske klobuke in je rekel, ne, niso imeli klobukov, ker je bilo prevroče, samo trak so imeli zvezan, ne. Prav take podrobnosti, kak je hrana izgledala in tak dalje. Meni osebno se je zdelo, da je še vseeno, kar Hollywood dostikrat naredi, vsi so bili čisti, cel cajt, razen če so se ravno kar umazali, so vsa oblačila izgledala nova in sveža oprana. Malo overkill, ne. Dočim Camp pa bil v redu zgrajen, ne. Je pa tudi res, da mogoče to ni čisto problematično, ker pač Japonci nasplošno so izredno
vzgojeni v izredno take urejene, pač ful je pomembno, da zgledaš v redu. To zaradi tega, recimo, ko pridejo v te pač, v bistvu na ta hipodrom in jih pač dajo v te horse stalls in pač grejo noter in red takoj, pač bomo zdaj to spucali. Pač je mal ta moment, da pač Japonci, če bi se le dalo, bi vedno zgledali urejeni. Ker je to stvar ponosa. Tako da mogoče je mal tako tam to. No, se tle je pač tako, ampak tudi druga sezona ima točno to, kar bi jaz povezal na prvo. Ne? Meni se zdi tle pač, dobro, ta nadnaravni element je, kot bi jaz rekel, pač bolje vpet v zgodbo, ampak tako, kot je Sanja zdaj rekla, meni je tle bolj važna ta, zelo je človeško. Ne? In tle se mi zdi, da imamo točno to. In razen une neke side storije za to Amy Yoshida, ki jo pač nadleguje ta šef kampa. Razen te zgodbe, dejansko mi nikjer nimamo, pač razen tega šefa kampa, mi nimamo ameriške strani počlovečene v resnici. No? Kar mene pri tej seriji se mi zdi zelo super, super. Zdi se mi dobro, ker dobiš ta občutek, kot da je to, kar Američani več se trdijo, da je to neka birokratska stvar, da je to pač v bistvu, oni so njih zaprli, nočim noči, oni so prijazni ljudje v resnici, pač sam malih bojo umaknili na stran in hočejo jih repatrializirati. In je ves ta diskurs, ki ga oni dajejo v to notor, češ boste nam hvaležni, ne vem kaj, pol so mogli jim ta neko anketo jim dali za spraševati, a si ponosen član Amerike, a bi se boril, sem zato seveda, ker so spet nabirali rekrute, vojnike, se izgubljali. Tole, glede tega vprašalnika je bila tudi George Takei tudi zelo razložil, v bistvu je bila te dve vprašanje, ste bili prvo vprašanje je bilo, če si pripravljen vse pustiti in se boriti za ZDA. In, če tudi zavračaš cesarja. To je bilo prvo, ampak prvo je bilo problematično. Če si ti bila ženska, ki je imela 5 otrok, si tudi moral odgovoriti ja. In če si odgovoril ne, je bilo, da nisi patriotski in so te poslali beg. Drugo pa je bilo, če zavračaš, ne če zavračaš cesarja, prav, ampak če zavračaš allegiance cesarju, torej, tako nekako, in prisegaš allegiance ZDA, kar pa tudi je bilo ljudje, ki so bili rojeni v ZDA, nikoli niso imeli nobenega allegiancea cesarju in se mi je tudi zdelo, ok, ne morem reči, da zavračam nekaj, kar nikoli nisem dal. Ne? In tu so njegovi starši odgovorili ne na obeh točkah, kar pač je bilo nesmiselno in tisti, ki so odgovorili ne, kot tudi vidiš v seriji, potem jih premestijo v drug kamp, kar pa tukaj ne tu ostanemo v tem istem, ne? Tam pa je bilo ful bolj še strožje pogoji. Še bolj kruto. Ja, ne, tudi je razlagal, da v tistem drugem kampu so bili tak tanki postavljeni okrog. In to je bil kamp sred ničesa, sred močvirja, gozda, v glavnem, če bi hotel tam ven priti, bi težko preživel, razen očitno tega glavnega junaka, ki tam na eni točki skoči z vklenjenimi rokami v reko in potem se pojavi na drugi strani ZDA. Pač reka ga je nesla, kaj ti ne rečem. No, ampak prav ja, da so bili tanki tam okrog, da so bili oni kao taka, da so na njih gledali kot na tako nevarnost, ne? Čeprav nihče ni bil niti približno. Ne? Mislim, ful dobro je naslovljeno tudi ta cel moment, v katerem se tudi zdaj govori, kaj je to biti azijski Američan. In pač ta, ne vem, čisto dualnost, ki si prva generacija v bistvu. Tvoji starši so še prišli iz Japonske, ti si se porodil v Ameriki in po eni strani se imaš za Američana, ampak te Američani ne dojemo za Američana. In potem pač po drugi strani pa svoje starše razočaraš ravno s tem, ker hočeš biti Američan in te v bistvu briga za uno, a veš, odkot smo jim prišli in te štorije. Zdaj sicer jaz sem samo 3 dele pogledal, ampak to se mi zdi tudi v prvem delu kao jasno izražena tema, celotna serija, kaj smo mi prinesli za sabo. A so ti duhi prišli nekaj, kar smo mi z nami, a veš, a je to ta tema, kaj smo mi prinesli, kako gledajo to potem na odzunje. Ja, to pa je zelo v duhu American Gods, kjer imaš prav to, da bogove prinesejo priseljenci s sabo in ti bogovi živijo tam, dokler se jih pač še časti. Ja, tako. Ampak ena zanimiva kritika, ki se me pravi in se navezuje na to, kar si prej rekel, pa je, da v bistvu to, da je tale duh nekaj, kar so oni prinesli s sabo, v bistvu, je stvar v tem, da tale nadnaravni element je njihova krivda in nima veze z tem, zakaj so oni v zaporu.
Okay. Dobro, se to razumem, ampak bi moralo imeti veze s tem. Ne, v bistvu jaz sem tudi mnenja, da ne čist, pravim, je kritika, ki sem jo prebral, ampak razumem, kaj hočeš povedati. Ravno to izpostavili, da je res nujno, da ni navezano, da s tem, kao tudi rečeš, da so si oni malo sami krivi za ta nadnaravni del, ki se dogaja, do čimer bi. Mene v tem bolj moti ta magic nigerofora, ki imaš spet, zdaj pač ti so Japonci in pač oni imajo svoje tradicije, pa kaj ti imaš uno španko oziroma latinoameričanko, nekaj ima tudi, ko pride, pač vidva še niste tam, ampak ko pride tja, tudi oni imajo neke svoje obrede in imaš z obeh strani Američani pa kao so neki civiliziranci. Ampak po drugi strani je pa ravno, veš, v tem napetost. Our names mean shit. Ampak veš, po drugi strani pa je ravno ta napetost. Američani so kvazi civilizirani, ampak glej, kaj njihova civilizacija dejansko dela. In pa še bolj imaš seveda atomsko bombo. Tisto pa je zelo dobro prikazano, ko je atomska bomba tista najboljša scena v seriji. Kaj povemo? Ja, valjda povej. Mislim, da moraš mi tako bombo spustiti, pa ne povej. Bombo, tale, ki ga igra George Takei, Yamato-san, sanja, da sreča enega svojega prijatelja na dolgi idilični prazni cesti, vse pijatonih, in reče, dolgo si nismo videla, 75 let je minilo in se objamete in to, ne? Pa reče, kako fajn, da si srečamo tu v Afterlife-u, ne? Pa reče, kako to, si že dolgo tu reče, ne, jaz sem glih kar umr, ne? Pa reče, pove, kaj je delo v Life-u, ne, da je bil ful uspešen, se poročil, imel otroke, se preselil v Hirošimo. In to, ne? Glej, to. Kako ta zgodba postane zanimiva. In je imel, ne vem, toliko otrok, toliko vnukov in eno prav vnukinjo in potem kamera tako malo tiltne na levo in vidiš tak vsi v ravni vrsti za njim. So njegovo familijo. Ko res, ko... Pa reče, kaj so oni tudi s tabo v Afterlife prišli? Pa tak, in potem tako ona ta malo punčko prav vnukinjo na koncu se obrne, tako je skrita k mami, pa tako skurjen obraz, ne? In potem naslednji kader je, se on zbudi in je v paniki in pač ni mrtev dejansko in je full hrup zunaj in laufa ven iz bajte, skidrov, kjer živijo in zunaj Američani proslavljajo, ker so vrgli atomsko bombo in ubili Hirošimo. In so Američani, fuck yeah, America. In prav tale feeling, ko Američani tako radi proslavljajo na tem, da so ubili nekoga in je prav tam prvič, mislim, zelo redko je to prikazano v tak slabi luči bilo. Ker se prav spomnim, ko so samo Bin Ladna vbili, pa je bil tak Obama, tak in pol je bil Jon Stewart, ki je drugače dost cool, mi je bil pa tak, we killed him, pa tak, dude, you killed a guy. To ni nekaj, da zdaj proslavljaš. Ja, ne glede na to, kdo je, pač ni, mislim, sorry. Ja, če se zdaj navežem na to, glih zdaj to soboto, ko so Američani pospravili Abu Baghdadija, tu se vidi ta ponor tega dejanja, kao seveda tipe, ne vem, a veš, pošast, ampak kako je bilo pa potem to prezentirano, ne? Kako Trump to novico dostavi, cvilo je, ko poglejte ga, pizda, strahopete. Ne vem, ampak pri Trumpu še to razumeš, ne? Ne, zdi se mi, da v bistvu, seveda pri Trumpu razumeš, ampak nasploh, vi ste ubili človeka. Number one na svetu, ki zagovarja človekove pravice, bolj pa tako glasno pove, mi smo fenta. To je vse, se mi zdi povezano tudi s tem, kako oni gledajo na to, kaj so naredili v drugi svetovni vojni, pa z bombo. Mislim, to je vse meni ista špura. Nasploh imajo oni vedno tudi demokrati totalne probleme, ko gre za njihove troops. Oni lahko kritizirajo vojno v Iraku, ampak nihče ne bo rekel pač nič proti vojakom, zmer je to tako kvazi neka podpora in tako, čeprav v resnici vemo, da ko pridejo ti ljudje nazaj, nimajo nobene podpore v resnici in da so tam večinoma manjšine, ki pač ne morejo preživeti drugače, kada gre eno od njih vojsko in nekaj prispeva domov. In to je tako. In tudi tle imamo noter v seriji ful dober, ko pride eden od teh Japoncev, ki je šel se boriti, mislim, japonsko-američanov, kako hočemo to imenovati, pride nazaj in rekrutira nove, in vsem govori, pridite vojno, pač ne vem, borimo se, ne vem, pol pa sreča svojega, ne vem, kaj mu je bratranca, prijatelj, tako. Suhi, mali. Ja, tisti mulc, ki mu umreta, v bistvu fotor in mati, in mu pač tako reče, ne, stari, pač nas pošiljajo tja, kamor belce ne bo nikoli poslali, mi smo kanon futer, ne bodi nor. Ampak pač mali je čist, a veš, tako, ta ameriški patriotizem in ne, jaz bom šel, vi vsi mislite, da sem jaz mulc, jaz sem odrasel človek in na koncu je tako,
zelo grozna scena, ker on sedi na tem kamionu in sedijo tudi drugi, pač ta mulc, ki se vseeno upisal v vojsko in oni vsi prestrašijo, on pa se tako nasmehne. Ker pač tako in si prav misliš, moj bog, ljubi bog, fant moj. In potem še imaš pač v zadnjih scenah, ko so vsi že nazaj, ne, pa vidiš, da on, ki jih je rekrutiral na vozičku. Ta mulc je vredo, ampak on je pa, ja. To je enako pač ena boljših scen spet pač mi je men proti koncu, ker se spet kaže ta birokratski, civilizacijski, totalni stroj mašina pač tega kempa, mi je, jih pustijo ven, pač zdaj boste lahko šli in pač on da $25 in reče, ja, to imate pač za neko odškodnino. In on reče, ja, reparations, in on reče $25, pa on, ja, vsak. In še da njegovi ženi. In je pač ta, veš, to je ta ameriški način, veš, kako, ma kaj se ti neki mi tle pritožuješ, pač tle smo ti dali za ston hrano, pa neki si bil, tle pa si dobil $25, pa si tako, a veš, in to... Sistemski rasizem z nasmeškom. Ja, to je tisto, no. In to se mi zdi, kar se pa nadnaravnega elementa tiče, pač meni je bil od srede serije mal boring, no. Ja, no, mislim, tam, ko zveš, zakaj se gre, da tale duh je v bistvu od tistega tipa, ki prvi oslepi žena, ki je zavrgo, ki je prišla z ladjo in je bila že noseča. In potem je rodila tiste otroke in jih dala v sirotišnico in naredila samomor. In je njena sestra prišla in vzela te otroke in enga. In to je ta glavni junak, Chester. Ja. In on v bistvu hoče svojega otroka nazaj, ker je nek afterlife, ki ga njena teta, kdorkoli zgradila. Zelo detaljno vidimo ta afterlife. Veš, to mene malo moti, pač ta fantasy ti malo zbija, veš, ker ti vse pokaže. Jaz sem pač vajen hororja, ker mi psihološko nabija. In tudi, če ne bi videl tega afterlife, pa bi bila ta zgodba, ona hoče otroke in zdaj pač hoče od Chesterja pač otroke, ne, pač vnuke svoje, pač da jih odpelje sabo v afterlife, bi jim bilo čisto dovolj, ker pa vidim tam ta afterlife, ker pač neka sjajna raj in ne vem kaj. Ja, ilustracija je vedno malo. Ja, jaz sem bil v tistem studiu in sem hodil naokrog po tistem pesku in me nič ni not potegnil. No, Igor, zdaj pa še ti povej, seveda to svoje izkušnje, noč nisi danes še omenil tega. Ja, no, jaz sem bil na setu. Kako se je skromno pohvalil. Jaz sem bil na setu. Zdaj konkretno bili smo večino časa v tisti hiši, kjer je sirotišnica, pa bolnišnica, pa tak, v bistvu je ista hiša, samo sploh ne opaziš, da se gre za... Ti si bil pol v Kanadi, ne? V Kanadi, v Vancouveru, ja. Potem so nas še peljali pogledati camp, pa tale Afterlife. Pa Nickelback. Ne. Afterlife so vam pokazali. To je bila dobra. Ja, ne boste verjeli, ampak tiste je vse narisano. Tiste hribi pa to vse. Res? Ja, ni dejansko hribo v studiu je narejen. Camp pa je tudi bil tak, da to je bilo 10 kolib pa 2 tale stolpa. Pol pa je pač ostalo replicirano. Ne? Ampak zelo učinkovito narejeno, moram reči, ker imaš občutek, da je res pravi kemp. Zgrajen je bil blizu ameriške meje, ker tam je gost, pa je bil plac. In ja, to pa ful pokaže, kako so Kanačani udarjeni na eko-biostene. Dejansko je... Pazi to, cel les je bil... Ti zdaj mojega Justina tle hočeš nekaj disat. Cel les je bil lokalno narejen, take, ki se ful hitro obnavlja, lahko gost, pa vse to, ne. Oni so to zgradili in potem so to prodali, bili zmenjeni, donirali sosedom, od tam, kjer so to snemali. Sosedi pa so eko-bio kmetija, ki se ukvarja z izobraževanjem disadvantaged children in bojo tali les porabili za nekaj. Mislim, toliko teh trigger wordov noter, da po mojem, če si desničar, že bruhaš, ko si me poslušal. Ampak ja, oni vse te gledajo, zelo so... Tak, ja. Vancouver je bil drugače tudi ful je to vplivalo, cela ta scena med drugo svetovno vojno na Vancouver, zato ker je mislim, da skoraj večinsko azijsko mesto zdaj že, ker je že, pač Japonci so prišli tja ribe loviti,
Kitajci so se tja imigrirali, ker so zidali, v 80-ih kasneje so še Indijci se ful tja preseljevali, ker so imeli neko varianto, da v bistvu dva prideta, pa če sta dovolj uspešna, lahko celo svojo familijo pripeljata in pol je to tak, ne vem, lahko 20 ljudi pomenilo, ne? In so si zgradili ogromne kmetije, pa pač druge firme. In sem ravno včeraj gledal en doku na Netflixu o hrani in Vancouveru z Sethom Rogenom, ki se ful trave kadi. In Seth Rogen... Ja, šoker. Seth Rogen razlaga, kak je v bistvu bilo odraščati v Vancouveru, kjer so pač med samimi Azijci in da je vedno imel idejo, da so azijski sošolci tisti ta cool, tisti ta samozavestni, medtem ko pač drugje so pa oni res manjšina in tisti, ki jih buljajo. V glavnem, kaj še glede Seta, pač Nič nisi peska z Afterlife vzel. Peska z Afterlife nisem vzel. To bi zdaj lahko podarili na enem naredili nagradno igro naslednjič, Igor, kad te povabil, nekaj moraš ukrasti. Bom. Pogovarjali smo se z mnogimi cast memberi in showrunnerjem telem Aleksandrom Vujem. On je Kitajec, ampak, mislim, on je Američan kitajskega porekla iz Los Angelesa, ampak so se potrudili, da vsi glavni igravci so dejansko japonskega porekla. In tale Derek Mio, ki igra Chestra, je recimo, tudi njegov dedek je bil interniran, potem George Takei itak, potem pa ta dva, ki sta njegova starša, to pa je ful bizarno, ker ne opaziš, on je Avstralc. V bistvu je rojen je na Japonskem, ampak večino časa živel v Avstraliji in govori čist hardcore avstralsko. Ona, ki igra njegovo mamo, pa živi v Londonu, mislim, da že od rojstva, in igra na West Endu drugače in je tako, full posh RP. In ona je imela full žure, ona je full party girl, ima ta theater life in so pri njej žure. Mama zdaj. Ja. Okay. Na oko mori drugače. Ja. Potem pa ta Luz je bila ful dobra, ne? Tudi in je rekla, da ful je bilo, kar je pa ona najbolj ugotovila, je koliko je vzporednic, kar tudi serija proba narediti med mehiško oziroma tole neko latinoameriško pa japonsko kulturo, koliko je familija pomembna, koliko je neko to, da se posloviš od svojih prednikov, ideja, da oni pazijo na te ali karkoli takega, da ful je enih teh lastnosti kulturnih, ki so pri obeh kulturah ful pomembne in da se je ful zaradi tega zelo lahko vklopila, tako kot se v bistvu tudi njen lik v taborišče dosti hitro vklopi. Kaj še bilo takega? Tako da ja, to je bilo zanimivo. Pa George Takei je seveda tudi zelo cool. Levo ta prosim. No. Všeč me je, da v bistvu so George Takei ne zgolj zaradi njegove osebne zgodovine, ampak tudi televizijske prezence. On je bil en izmed prvih azijskih igralcev, ki je bil v prime timeu na Star Treku. Tako da mi je všeč ta callback, mislim, azijska zasedba, japonska zasedba, pa da še njega noter pokliče. Čeprav ta prvič, ko spregovori, sem mislil, a moraš dati to polomljeno angleščino, mislim američko, mislim ta jab English, ne? Ja, samo on je pač, on igra pač človeka, ki... Se razumem. Prva generacija. Malo sme cringy face. Vsi so se dejansko, glede na to, da je pač kao cela skupnost izhaja iz Terminal Islanda, vsi, ki so živeli na Terminal Islandu, v resnici so bili iz iste prefekture. In Takei in on, ki igra očeta, sta dejansko šla na Japonsko se učiti z dialog coaching na glas tiste prefekture. Tako da je res so dali ogromno. To sem pa jaz ful zastrigla z ušesi, ker me zanimalo, kakšna bo pa japonščina. Pa Takejo, ne? Ker pač to ni glih nekaj, kar slišiš pogosto. Ker on je Američan, on ne govori japonsko. Ja, se to ne. Pač in me je zanimalo, kje bomo, a bo to pa potem polomljena japonščina, oziroma pač kje smo, ne? In sem pa kar malo presenečena, ker bo tako, čak, to je pa še... Čak, pa ti bi zaregistrirala, če bi bilo X... Mislim, jaz definitivno na tej točki po vseh teh filmih znam prepoznati zahodno japonščino. Pač, ker se sliši, ker je ful bolj nerodna. Da vem primer. Jaz ne znam tako dobro japonsko. Bolj se gre za korejščino mogoče. Korejščino bi ti jo komu dala, ne? Ker pa sploh kongliš je tak. Medtem, ker pač džangliš je pa tako
pač ne vem, enostavno, ko govorijo zahodnjaki te jezike, je kot da bi imeli vato v ustih včasih. Pač ni čist te čistosti, no. In je sploh problem, pač, če je nekdo pač, čeprav takej je govoril japonsko, pač v preteklosti on je bil tudi potem, ne vem, ker njegovi starši so ga učili. Njegovi starši so v taborišču, ko so govorili oba jezika, je njegov foter imel neko posredniško vlogo. On je med upravo pa pač svojim blokom komuniciral in zato, ker je znal oba jezika, tako da so doma sicer govorili oboje. Ja, to niso pač recimo takaj šel zdaj učiti japonščine zaradi tega projekta. Ampak ta na glas pa. Ja. Ampak na glas pa. Tako da nisem pač pričakovala, da bom slišala, da je tako malo bolj spevno. Pač. Ker dialekti so ponovadi bolj spevni. Tako da, to je bilo. Mene sem zanimala res, kje smo na spektru, je te japonščine pretekajo. Tale, ki igra Yuki, ona pa je Japonka. Ja. Ona pa se dosti truditi morala z angleščino, ampak je to šlo. Ja, ampak to spet kaže, recimo, koliko je recimo danes, so ene stvari, ki bi bile še, ne vem, 2 leti nazaj, samoumevne, recimo, da daš lahko noter, tudi recimo kogarkoli, veš, ki zgleda Azijec, pa ni važno, a se bojo potrudili zdaj pri japonščini ali ne vem kaj, ne. Tle se vseeno vidi, koliko je to zdaj postalo pomembno in koliko je to, v resnici, koliko to prinese k eni filmski oziroma izkušnji, ne. Ne, sej, ki igra zdravnika v taborišču. Njega sem videl že igrati Kitajca, Korejca, ful vlogah. Ampak vedno, ko rabijo nekoga Asian ali pa nekoga iz Seattla, Tako da to se mi zdi fino, no? Če smo že, da se bom spet razburjal nad unimi, ki se razburjajo nad PC kulturo, pač meni se to zdi pač pomembno. In pač to niso malenkosti, ni kar tako, veš. Ne, sej, pa tudi to glede same internacije, ne, ko smo jih vprašali te igralce, koliko so vedeli o tem in tale, ki je igral očeta, on je vedel o tem zato, ker je gledal film tale Bitka za Midway, v katerem je to omenjeno in to je to. Ja, ker pač Američani že tako imajo v bistvu ful omejeno, zelo tudi Kanačani, pač zgodovino pri njih naučijo tako kot mi, ker pač moramo vse vedeti. Pač oni imajo bolj to lokalizirano, potem pa še čist prečiščeno verzijo, v kateri so pač tako vsi oni the best. Sploh Američani. No, ampak tudi on je odraščal na Japonskem. Yuko, mislim, ta je igralka, ki igra Yuko, ki je odraščala na Japonskem, ona nista vedela nič o tem, razen iz ameriškega filma. Tisti, ki so, ona, ki je v Mehiki odraščala, nič ni vedela o tem, niti slučajno. In edino, kjer se to učijo v ZDA, je v Kaliforniji. Da je to v srednji šoli, da se omeni to. Dejansko se omeni. Jaz sem presenečena, da se omeni. Kaliforniji je bilo največ tega. Drugi ni bilo Japoncev. Taborišča, ki so postavili v Arkansasu, so napolnili z ljudmi iz Kalifornije ali pa Washington State. Ampak Washington State tudi ni, mislim, ful manj ljudi je živelo tam, tako da tudi, ko so pač odpeljali vse Japonce, jih je še vedno bilo ful manj kot z Kalifornije. Tako da Kalifornija je edina država, kjer je to nekaj resnega, pa pač druge se ne govori o tem. Skratka, Yuko Tanabe je igrala Kiki Sukezane, Henrya Nakayamo pa Shingo Usami, da smo še tle. Povemo ene besede. Zdaj pa jaz mislim, da je pač najn vtis, Igor, mislim, da mi dva lahko povejo. Pač jaz bom vseeno, mislim, da je tako pač pomembna serija, ne sam iz vidika, pač zdi se mi dovolj pomembna serija, da je fino, da se to pogleda, pa jaz moram reči, da zdaj pač tudi druga sezona se mi je zdela, tako kot sem rekel, pač nadnaravni element, vseeno malo boljši, kot v prvi sezoni in jaz bi to priporočal in v resnici se veselim tretje, če bo, zaenkrat pač noč ni še najavljeno, ker ko so prvo zaključili, so že vedeli, da bo druga in so vedeli, imeli tudi zgodbo, trenutno pa je še nimajo na MCU noč, tako da ne vemo, če tretja v resnici sploh bo ali ne bo. No. Ampak jaz moram reči, da prvi 200 mi bili čisto simpatični in da meni je bilo všeč zato, ker je res nekaj drugačnega. Ni tak ful, zdaj da bi čisto odpadel, ni zdaj to, ne vem, Mad Men ali pa kakšne te stvari, ampak je zgodbo pelje v smeri, ki ne pričakuješ,
In če si pripravljen spregledati, da je glavni junak pogosto neumen kot kamen in da tale Derek Mio tudi ne zna tega v redu odigrati čist vedno, je pa lušen, apparently. Ja, ne? Ker je dobro, ne slabo. Tako da bi definitivno. Ne, če simpatičen, jaz sem pač včasih vloga njegova zahteva, da pač zgodba gre dalje in se pač ne obnaša najbolj tako. Meni je vsa ta njegova zamera, ki on kaže do Henryja in tako, mi je kar neki pol. Posvojen sem bil. Ja, in sit sem teh ameriških, ampak to je tudi tipična ameriška pač izvor, da ti je ful pomembno. In pa če ti nisi moj krvni foter, pa mati je to že, ne, zdaj pa te jaz, nisi več moj foter, adijo. Mislim, 40 let je vzgajal tip, dobro, ni star 40, ampak 25 let je vzgajal, zdaj pa nekaj ni tvoj fotor, zato ker nima tvojih genov. Tlej spet ta mal pomen tudi japonske. Ja, se si predstavljam, da imajo tudi pač japonske pa tako, jaz ne vem, če vem za državo, ki je bila bolj blesava na pač blood purity. Pač njihova celotna kultura na tem temelji, pač oni se ne pogovarjajo, če je nekdo posvojen, to je tabu tema. To se pač ne dela, o tem se ne govori. Pač, ker potem si takoj manj vreden in pač ne vem, pač ful so res obsedeni s koreninami in s tem, da pač si del določene družine in tako naprej. In recimo tudi zaradi tega mislim, da se tle v tej reakciji malo pokaže ne samo ameriškost, ampak tudi japonski del karakterja. Okay. To pa je zelo dobro vedeti. Ja, pač tako da je v bistvu bolj ta scena, da se počuti ekstra izdanga po svoje. Istočasno pa pač ne pripada več in je to pol večji šok. Ker pač pri Japoncih je to še malo bolj razumem, ja. Cutthroat scena, pač, ne vem. Tudi zaradi tega je pač ta kritok pomembna in je ta cel Yuko lik tok tudi s tem obseden. Ker pač oni grejo na to je ful, mislim, to je res prav kulturološko gledano. Okay, no. Ja, nekaj se tudi v bistvu reče, da tisti afterlife, ki ga je ustvarila, popolni svet, lahko not pridejo samo njeni krvni sorodniki, neposredna linija. Pač, to je v bistvu mogoče tudi zaradi tega zanimivo, ker Japonci so tudi svoje, mislim, to je ful pomembno, da se pokaže pač to stran japonske in vloge teh ameriških Japoncev med drugo svetovno vojno, ampak istočasno pač tudi Japonska imela en velik delež pač vojnih zločinov v tem času. Pač, in sploh recimo na območju Azije, tudi zaradi tega imamo trenutno ta trade war med Japonsko pa Korejo, ki je pač ki zelo sloni glih na teh comfort women, ki jih pač Japonska noče priznati oziroma se opravičati oziroma whatever. Ker so pač Korejke jemali in jih dejali, vse Korejke, ki so bile primerne, so v bistvu pošiljali v japonske vojaške naselja, da so bile tam basically prostitutke. Pa niso dobili plačane. Ne, seveda da ne. Torej so bile sex slaves. Niso sex slaves, thank you. To je bila beseda, ki sem iskala, ampak je ful prezgodi. Spolne sužnje. Spolne sužnje, tako. Oziroma, kot so jim oni rekli, zelo mehko comfort women. Pač in foratim, da pač Japonci so tudi morske zakrivilno. No, seveda, oni so posilili pol Azije takrat. Basically. In da širili malarijo. In dejstvo je, da to je bilo tudi zaradi tega, ker njihova, mislim, tudi ta njihova ideja o čisti krvi in kaj je japonsko in kaj ni japonsko in koliko je vse ostalo, kar ni japonsko, podrejeno. Pač to se tudi mogoče malo pleja z kakšnimi nacističnimi idejami. Oni imajo še vedno zelo močno izolacionistično politiko. Ne? Izredno. In še vedno, recimo, ti si lahko Japonc, imaš japonske starše, si v Ameriki, pač ne vem, si 5 let, 10 let v Ameriki, priješ nazaj, ti nisi več Japonc. Zelo strogo imigracijsko politiko imajo. Ne? In tudi, recimo, si lahko tam cel life, lahko si rojen tam, pa če si tujc, pa če imaš drugo barvo kože ali pa če karkoli, nikoli ne boš sprejet. Pač ful so vljudni, ampak sprejet ne boš nikoli. Pač, to je Japonska. Tako da... je pa res, da tudi ne seksajo, tako da... No, sej, pač imajo še 80 let pred njim umrejo do konca. Tako se ka pande, res se z tega ne razumem. No. Ampak to delajo. No. Tem se bom vrnil, ker je moj eden od filmov točno o tem govori. To z temi spolnimi sužnjami je potem še en efekt bil in sicer, da je v Koreji bilo ogromno otrok, ki jih noben ni hotel, in so jih posvojili, v druge države so jih dali v sirotišnice in jih je ogromno šlo v Belgijo. Res? Ja, in obstaja risoroman in film o tem Barva kože medena.
To je bilo tle, tip je bil tukaj. Tip je bil tukaj, Ja, v kinodvoru je bil film, pa strip je bil preveden in ful priporočam. Tako Vige Vage se ga. Ja. tako. Jaz ga imam, ampak ga očitno nisem prebral. Ful je dober, pa film je tudi ful vreden. No, V bistvu fantuk odrašča v Belgiji in je korejskega porekla in so ga posvojili in mu ni, mislim, proba najti svoje mesto v svetu. Okay. Je bilo pa tudi ta moment, je bil zdaj pač z Trumpovo to politiko, kar je pač fora, da je cel škandal, ker so ogromno otrok so v Ameriko poslali in pa vsi starši niso pač čutili potrebe, da te otroke nekako na neki točki res registrirajo kot državljani, ne glede na to, da so jih posvojili in so par mesecev ali kakšno leto nazaj neki tazga dejansko eno skupino teh Korejcev, kar poslali nazaj v Korejo, brez da bi kogarkoli poznali, brez da bi znali jezik, ker si bil cel life v Ameriki. Sam pač poslal se jih nazaj v Korejo in jih pač zdaj se poznajta, ne. Mislim, tukaj imaš $100. Pač 25 na glav. 15, sorry, tako. Ja, ne, mislim tako res in je bil prav cel, pač prav šok je bil in ne vem, tudi v bistvu full bad, tudi ne vem, samomori in obviously, ker pač, ker te v bistvu trgajo iz tvojega okolja in te pač deportirajo potem, ker si cel life bil v državi, sem zato, ker pač tvoji starši na neki točki niso spomnili papirjev. Kot da bi bili izbrisani. A ne? Ja, recimo. Ne, na kaj nas to spominja. Dobro, daj, na tej točki pustimo serijo in pejmo na filme. Sanja, mi smo te povabili zato, ker si ti tle stručko. Kako je navdušeno vzdihnila. Skratka, in tudi bomo naredili pač, probali bomo 3 kroge, ampak recimo, da bomo 2 skozi prišli. Skratka, nekako smo rekli, da bomo šli daljnoazijske, sem jaz to poenoval, ker res ne vem, kako naj. Ker v resnici nismo definirali. Bi lahko tudi iranski imeli, ampak. Ja, kar mene kot prvo, ne, torej zanima. Ja, odšel sem. Če smem polemizirati, ne. Kakšna je razlika, kako torej horor vemo, ne, ker je vedno neki vdor super naravnega, ne? Ja. Okay. Ja, kakšna je potem razlika japonskega, zakaj govorimo J-horror ali pa K-horror napram zgolj poreklo? Zato, ker se ne marajo med sabo. Ne, mislim, imajo napram naših, naših v narekovajih. Ne? Ja, zahodnih ali je razlika med azijskim in ali znotraj razlika tudi. To je tudi mene zanimalo. Mene to zanima. Ja. Zdaj smo vsi pogledali Sanjo. Zdaj vsi vame pogledali. No pressure. Pričakujoče. Torej, to so zdaj tako moji zaključki. Jaz pač mislim, da je fora v tem, da, to smo se prej nekaj že pogovarjali, ker ne vem točno, kako bi pač to prevedla, ampak jump scare, a ne? Oziroma pač gledamo ameriške filme in ameriški filmi, oziroma zahodnjaške grozljivke ful delajo na tem, da te šokirajo, da te, ne vem, overloadajo z vsemi možnimi čuti in potem se tam skoraj treseš in pač. In je nek tam napad na vse možne čute, medtem ko Azija je pa ful bolj subtilna, ful bolj psihološka in ful bolj tiha. Pač Azija uporablja tišino kot orožje. Ne bobne in timpane. Tišina kot orožje, to se mi dopade. Ja, tako da pač nice. Ampak pač ja, mislim, dejansko je to fora, ker sploh recimo, če gledamo, Korejci so tako malo tudi ameriški, ne, pač. Ker korejska kultura nasplošno se pač vidi, da so Američani že toliko in toliko cajta na tistem polotoku in pač se tudi v filmih malo pozna ta prehod, ker nam je mogoče zaradi tega tudi njihovi filmi so nam bližji kot japonski, ker so malenkost šli že v to smer zahodnega, ampak še vedno uporabljajo pač pripovedništvo vzhoda v večini. Medtem, ko pač Japonci so ful bolj pure, kar se tega tiče, in se ful bolj tudi držijo svojih mitologij in ne odstopajo. In recimo, če nekdo z zahoda gre gledati kakšen japonski horror, bo mogoče ful zdolgočasen, ker mu bo predolg, pa ful se bo vlekel, ampak v bistvu se gradi in nekako pač. Ja, pa zelo malo je včasih teh horror elementov. Zelo. Vsaj ne do zaključka, oziroma večinoma se gre res za bolj psihološko razdelavo in pač bolj pacing, medtem, ko pač ne korejski horror bi pa celo rekla, da je pač v bistvu pa že ima tam malo bolj specialni efekti in že bo, mislim, pač tam, če komu kaj odrežejo, bo kri ful špricala. Mislim, ka pač, a ne, mislim... No, pa se to pri japonskih že pri thrillerjih kri šprica na polno. Ampak je tam skoraj malo komično. Ja. Pač pri japonskih je to malo komično skoraj, medtem, ko pač Korejci so pa že tako bolj v zahod v smislu, ok, to bo zdaj fulogavno. Pač, mislim, tako. In tudi
čisto iskreno, malo so bolj patološki. Pač mentaliteta pri Japoncih se mi zdi, da je vedno taka, pač v hororju sploh, in to je tako ta cel moment. Imaš pač tega duha in ta duh je zdaj zloben in to bo zdaj pobilo vse otroke, žene, nedolžne. Pri Korejcih je pa ful bolj ta moment zlo človeško, sam si kriv, ker pač neki si ga ful očitno neki na neki točki zajabo in zdaj boš kaznovana. Pač, ful je ta katoliška krivda. Pač, brez Afrikancije. Ker pač jaz, ko sem šla prvič v Seul pred 5 leti, so, ampak še vedno. Ni čist, ta krivda ni čist, mislim, krščanska krivda, bomo temu rekli. Pač ni čist, ne vem, kad ti pogledaš nočni skyline Seula, to je bil moj največji kulturni šok, je tako 1 milijon križov. Oni so 60% pač v bistvu krščanski in pač se nekako ful navezuje ta krivda v sistem sam. Tako da, in oni tudi v bistvu so taki, ki nimajo čistih žanrov. Recimo pri Japoncih je ful lažje reči, to je horor, medtem ko pri Korejcih je pa tako, to je thriller, pa horor, pa še malo thrillerja, pa spet je malo horor. Pač. No, smem še jaz en obonček ti da tu noter, mislim, meni, kaj je glavna razlika med narekovajih zopet zahodnjaškim hororjem pa japonsko-korejskim, je glih kao na nanašanje zahodnjaškega grozljivke v bistvu na te krščanske korenine, na te trope, pa mite, pa tekste. In v bistvu v zadnjih par letih se to malo meša, se je začelo malo premikati, rečemo Midsommar ali pa Witch ali pa kaj še je on. Mislim, skratka se začnejo bolj te poganske neke scene noter, ki so... Tudi v Aziji. Ja. In to glih to je Wailing, kaj ga bom pa omenila. Mislim, ker to mi je pa zanimivo, da v bistvu kao azijski moment tukaj se meni vse na začetku, mislim, ko sem se prvič spoznal s tem, je bil ta weird factor, ker so čist drugi elementi, ki so predstavljeni kot grozljivi, si se mogel z njimi spoznati, ne, torej, da v bistvu ta, ker si navajen tega nekega tropa, ne, torej, od eksorcista naprej, ne, da pač lej, kar ima križ, pa če ga na glavo obrneš, je grozen. To je to, ne, te bo strah, ne, medtem ko pri Japoncih, pa tako si rekla, ta tišina, ki ubija, pa ta nek weird factor, ki ti noter pride, že po defaultu. Pa pač kaj je v omari. Točno to je. Ali pa pod njo. Ja. To se mi zdi zelo zanimivo, da v bistvu ta potujitven efekt, ki ga dobiš potem preko filma, da je to ena mogoče vse meni razlika. Pač definitivno je fora, da pač mi gledamo vse te zahodne filme in se pač naveličamo, ker že vse vemo in že vse lahko pričakuješ in lahko bi se že tako napolno napišeš film po prvih 5 minutah, ne? In pa greš pač na vzhod in začneš gledati filme in je vse tuje. Vse je other. Glih to je pač element hororja. Zakaj horor v bistvu deluje? Pač otherness. Nekaj, kar mi ne razumemo, nekaj, kar nas pač plaši, ker nam je neznano. In potem pač na začetku, ko se ti potopiš v Azijo, je vse neznano. Vse je nekaj novega. Tudi romantične komedije korejske so zelo popularna zadeva, ampak to pa je nekaj, kar se ne prime onkraj tudi. Mislim, seveda, da se je prijelo. Ful se je prijelo. Jaz že tako leta govorim, da v trenutku, ko bom slovenska televizija odkrila K-drame, smo vsi opleli. Pač, res, ker to tako, če Španci palijo, veš, koliko bojo Korejci palili. Resno, oni so še bolj. Ker pač pri Korejcih je fora, da tako, kar malo se resno jemljajo. Pač, in tako, tudi te romantične drame so kar tako dosti dobri igralci včasih. Pač ni toliko slabo narejeno, je cheesy as fuck. Ampak pač ni pa slabo, ne. Again, ker je dobro, ne je slabo. Tako da pač, a ne, mislim, ne, res je pač ta moment, no, da Korejci. Dobro, gremo. Ampak je pa dejstvo, da recimo jaz sem zdaj že 5 let v tem, ne, in na tej točki sem jaz že cela, ja. Zdaj pa pa unšel in zdaj je zihr nekdo pod poslo. Pač ta moment, pač, ki si že spet zgubiš, ki se spet navadaš in spet vse te vzorce vidiš. Ampak je pa definitivno, ne vem, ful tak gratifying prvo leto, recimo, ko tako odkrivaš vse te stvari in je tako cool. Tvoj prvi film je tudi korejski, ne? Ja. Jaz sem se pač glih za to odločila. Ful bi bila logična izbira, da jaz za prvi film rečem The Tale of Two Sisters. Ja. Ampak ne bom. Zdaj, ker v bistvu dober film je in velja za enega od najboljših hororjev, bil je neuspešno predelan v Ameriko. Dejstvo pa je, da Kim Ji-won, režiser, je naredil en film, ki ga jaz smatram za veliko boljšo grozljivko, čeprav je v bistvu bolj tudi spet thriller, pa grozljivka pa thriller, ki nima toliko supernatural elementov sploh. In to je I Saw the Devil. Jaz vem, da pač je naslov I Saw the Devil, but there's no Devil. Yeah. Pač I Saw the Devil
ima v glavnem castu dva igralca, ki jih tako po moje dejansko nekateri tukaj ljudje poznajo, mogoče celo vi, ker The Devil, oziroma pač serijski morilc, ki je zlo v tem filmu, ga igra Chae Min-sik, ki ga poznate iz starega, iz Oldboya, kot glavnega igralca. Mogoče medtem, ko detektiva, ki mu sledi, oziroma se hoče maščevati, ker je pač ubil njegovo nosečo partnerko, je pa Lee Byung-hun, ki ga pa mogoče poznate kot edinega azijskega, korejskega igralca, ki fulno polno dela hollywoodske scene, as in Terminator, Veličastnih 7 itd. To je pa Lee Byung-hun, je pa detektiv. In ta film v bistvu je šofer avtobusa, je serijski morilc, ki občasno razseka, včasno pa tudi pač spolno zlorabi in potem razseka svoje žrtve. In na neki točki si pač izbere napačno žrtev, ker pač na ženski pač gre guma, on ponova po noč ostal in ponudi pomoč in seveda ona postane njegova žrtev. Njen partner je pa v bistvu agent NIC-a, ker je v bistvu korejska CIA. Korejska CIA. Pač to je v bistvu National Security Agency scena. Tako da v bistvu CIA scena in tip jasno ne bo pač pustil, in ga mu začne slediti. In ker je to pač korejski film, imamo na neki točki še enega kanibala. Pač, because it's never that simple. Ampak pač ja, gre se za v bistvu lov mačke pa miši, pa ne veš točno, kdo je miš, pa kdo je mačka. In medtem, ko v bistvu se gre v resnično, mislim, pač to, kar to je tako grozen. Pač to je dejansko, če mene vprašaš, to je to prav horror, pač to, kaj so ljudje sposobni. In tudi ni čist spet strte zvid, ker obstajajo taki ljudje. In gre se pač res za razdelavo tega in istočasno tudi ta lik, ki ga lovi, na neki točki tudi on začne prečkati določene meje. Muči in pobija. Zdaj se je spomnil, da sem to gledal. Mislim, sam povedati bi mi mogla, o čem se gre. Ne, super film je. Res je dober film, no? Tako da pač jaz bi definitivno rekla, da pač če se že gremo nek korejski horror, je pač ta zelo, zelo visoko. Pa meni je všeč, ker se dogaja pač v moderni Koreji in tako in več nimaš pač teh etno elementov, ampak je tako hardcore, pač vidiš ulice, mesto. In car chases. In car chases, tako urban life. No. To je to. Tako da je pač čist, pa tak je res, ne vem. Mislim, najbolj grozna stvar pri tem je glih to, da ni toliko zelo nemogoče. Pač ta, ne vem, ta moment je Liam Neeson, I will find you, and ne vem kaj že, kako že on reče. I have a neki certain set of skills. Tako, ampak ta skills pač so kar. Ima tudi full skills. To je to. Cool. To se me zapravo nadušilo. Aljoša. Jaz sem na vrsti, seveda, jaz sem se napisal tako. Pač moj prvi film bo tudi eden mojih prvih v bistvu srečanj z azijsko kinematografijo, ki je bil za čuda Takeshi Miike, ker pač ne vem iz kakega razloga, mislim, da smo ga imeli v Kolnkišti, na tem pač našem študentskem na Ptuju pač tako. In potem sem jaz obsedeno gledal full filmov Takeshi Miike, kar je bilo full dela, ker je naredil full filmov. Skratka, Audition, Audicija je še vedno en mojih najljubših filmov, zdaj sem ga ta teden pogledal še enkrat in moram reči, da sicer ni več imel tega efekta name, kot mogoče v preteklosti, ker sem se na koncu skoraj usral, ampak se mi zdi, da pa je še zmeraj pač full hud film. In sicer tle imamo pa eno tako zgodbo, pač možu umre žena, ostane sam z otrokom, preskočimo par let naprej in mu otrok mimo glede vrne, pač zdaj že najstnik, fant mu reče, foter, vedno starejši si, poišči si babo. In skratka, ta foter ne ve, kako bi to, na Japonskem so vsi osamljeni, nobene seksa, vse je narobe. In se odloči, njegov prijatelj ga dejansko prepričal to, da boste naredili audicijo kot da za film, on pa si bo mimo glede zbral ženo. Mimo glede, jaz nikoli ne moram pozabiti zgodba tega filma, za katerega dela audicijo. Ne vem čistih detajlov, ampak je v ženski, ki se zaljubi fanta, mongoloidnega fanta in je to celo neki tak full razdelan plot za tale fake film, ki ga sploh ne delajo. Ker je japonska. No, skratka, on naredi to audicijo in se mu pač dopade ena punca, ker zdelo se mi je zelo zabavno, še kolegici sem tole
vmes v živo poročal. Pač, kar on išče pri ženski je, da je vzgojena, pač da je neki high bringing, da je tiha in da je kao poslušljiva. Pač to se mi zdi tako zelo. Pa mislim, da je še plus, če igra klavir ali nekaj. Ja, pač mora imeti nek trening, ker ravno od tega pač poslušljiva je, če je neki vadla ful, pač ona je pač vadla balet. Kaj je bila tako, njegova žena, bivša je pač mrtva, je pa igrala klavir ali nekaj tako. Skratka, najde pač to žensko, dobita se na par dejtih, vse je cool in pač veste vidiš, da ta ženska sicer je malo tako socially awkward, ampak je tako simpatična punca in tako, imela je težko otroštvo in tako naprej. Ampak potem pokaže en tak detalj, kako ona čaka na njegov telefonski klic v nekem popolnoma praznem stanovanju, sam fucking telefon, stacionarni je na tleh in tam je ena vreča, nekje je ena vreča, ki se tako naenkrat premakne na neki točki, ker je pač nekdo noter. In skratka, pač ta film je še kar normalen do konca, ker seveda ugotovimo, da je pač ona totalen psihopat in... V imenu vseh žensk, ki so kdaj slišali, da si moški želijo poslušljive žene, he had it coming. Tako, točno to. In pač on dobi pač tisto, kar dejansko si je prosil in je pač dobil žensko, ki ni poslušljiva, ki pač ni. In mu tudi ona, eden od razlogov, ki mu pač ona pove, pač si hotel sam seks, pač vsa ta audicija je bila fake, nategnil si me in zdaj pač imaš tle. In pač ta zvok še zmeraj tako, kako smo že rekli, kiri. Ona to ponavlja in to pomeni globlje, več vam ne bom povedal. Ampak ko ona to pač tako poje, tako zelo z lepim glasom ti je tako, sam srh ti gre po celem telesu in si tako, Takeshi Miike, ti si fucking idiot. Ta film je res mojstersko posnet in že sama zgodba, ki jo je napisal Ryu Murakami, je insane. Pol pa kak je posneto, kak stopnjuje, kak predstavi zgodbo, je res mojstersko in mislim, tudi če veš to, kar smo zdaj spoilerili, je še vedno neke karte. Ne, še vedno je to film, ker je točno tako, kot smo se pogovarjali. Ona vreča tam, ko skoči. To je pač psihološko in nabijati stvari in nima neke dejanske veze, če ti vidiš zgodbo ali ne v resnici, no. Itak ti je jasno, da je on doomed že zelo. Ja. Mislim, da je pač, ko vidiš pač ene te stvari, edino pač zdaj, ko sem ga pač mal gledal, so pač te sanjske scene, ko on pač tam napol že umira, tako se kar fucking dolg trajajo, ne veš zakaj, dejansko moraš zdaj ti videti vse zgodbo, pol vidiš ene stvari, ki jih je izpustil on iz njunih pogovorov in tako, in si tako, zakaj si to tako naredil, Miike? Ampak pač čeprav jaz sem gledal še pol eno serijo od recimo Takeshija in je še bolj nora, pač hotel sem uvrstiti na seznam, ampak dejansko je ful težko najti. Jaz sem to takrat zdownloadal in gledal na zelo zanič kakovosti. Je pa neka serija, ker v bistvu serijski morilc odpira ljudem lobanje in jim zasedi rožico v možgane. In je tako pač vse do neke srede je še razumljivo. Pač imaš serijskega morilca, ki je odštekan in nekoga, ki ga lovi, ampak po polovici pa več ne veš, zakaj se gre. Kdo koga lovi, kaj se dogaja. Skratka, zelo čudna serija. No, tako da, če boste kje začeli z Mikem, začnite pri Audition, pa gledajte njegovega, kaj je že on obiskovalec, kako je že Visitor Q. Ja, Visitor Q. Tisto tudi insane, ja. Tisto je pa nekaj najbolj čudnega, kar sem jaz kadarkoli že videl, pa seveda njegovega Ichija. The Killer. The Killer, ja. Ki je tudi kao koda grozljivka, no, ampak nismo jo uvrstili tle. Drugače, to še pri odzivi na Audition. Jaz vem, da ko sem prvič gledal, sem gledal pri eni prijateljici in pol je bilo na VHS-u in pol je bilo filma konc in je vzela ven kaseto in je dala not neko romantično komedijo s Tomom Hanksom, mi smo še vedno vsi tiho sedeli za mizo, gledali pol ure tiste romantične komedije, potem ko smo se začeli pogovarjati. Si predstavljam, je kar šok. Skratka, pač to je tisto, kar je pri tem filmu meni, ker je res tako grozljiv element, je eden od vmes, dejansko pa se vse zgodi na koncu. Na koncu si tako res šokiran, pač in ti vzame sapo pač stvari, ki se tam dogajajo in pač tudi grafični prizori nasilja, ki mene pač tudi tako, ampak nabija pa ti ves se tako od tega trenutka, ko vidiš to igralko, ki odlično igra in igra pač dejansko, ko jo vidiš, je ta ko en duh, no, skratka zgleda pač dolge lasje, oblečena v dokaj belo in tako, in si pač tako res napsihiran do tistega konca, ko pa tako fuck. Igor, ti si tvoj film? Ja, jaz se spet vračam prek Japonskega morja.
Vlak za Busan je odlična zombijada. Kjer so priz. Dogaja se na vlaku, ki pelje proti Busanu. Na Katie Jackson, in grede, ki je tako. Na si se že vozila s tem vlakom? Ja, izram vsako leto v Busan festival na tem vlaku. Cool. Ja, in je tako vedno pač tako fajn, ko priješ v Busan, pa še ni bilo zombijo. Kje je dober feeling, kaj? Razen, če ste filmski kritiki zombi. Na poti tja je fajn, na poti nazaj sem jaz zombi. Ja. To je to. Obratna korelacija. Skratka, zgodba je en oče, ki ful dela in se ne ukvarja dovolj s hčerko, ona hoče, da bi neko pesmico zapela za njega, on nima nikoli časa. Pol pa so počitnice, pa ona reče, če jo pelje v Busan na obisk mami. Ne? In ona greta zjutraj na vlak in ful se neki rajec v mesto, ampak se ne ukvarjata s tem in potem vlak, ko odpelje, že pride en infected gor in tisti rajec v bistvu zombie outbreak, kot se izkaže. In potem pač pride do tega na vlaku in malo kontejnajo, malo ne. Z akcijskega stališča je ful hudo, kak tempo vodi. Od tega, da pač kar naenkrat je tak cel naval in kažin in klanje in potem zna ustaviti zgodbo in kar naenkrat spet naprej, res ful dober film z tega vidika. To je meni pri filmih zelo fajn, če je. Hkrati film deluje tudi na eni dost metaforični ravni, tudi če ne veš kaj dost o Koreji, imaš tam eno najbolj očitnih dve sestri, ki sta se po dolgem času spet srečali in gresta zdaj tukaj na vlak, stari gospe dvojčici in potem na koncu pač ena postane zombi in druga odpre vrata, da ste združita. Ja, lepo si to povedal. In potem preplavi vse. Pač na koncu se, kot lahko pričakuje že od prve minute, oče ugotovi, da ni bil v redu oče, se žrtvuje, da reši svojo hčerko in to. In potem je zadnja scena, ki pa res je silovito narejena in je tak, da vlak se potem ustavi tam v enem tunelu in tale punčka pa še ena nosečnica greta naprej in tam so potem barikade in vojaki imajo pač morajo streljati vsakega, ki pride in pol ta deklica začne peti to pesem, ki jo je obljubila, da jo bo pela očetu in oni vidijo, da oni dve nista zombi in ju spustijo in preživita in je tako fuck. Prihaja dvojka. V glavnem, ful priporočam film. Res je ful je gruesome. Ful je dobro posneto, ker se dogaja na vlaku. Kolikokrat še moram ponoviti, da nisem ne maram ampak to je super, res, meni je bila, to je eden boljših zombijat ever. Mislim pač te na to je tip naredil tako, anime je prvi. Še anime je prvi. Pač to je dejansko, režiser je, to je njegov prvi film. Pač, in njegov, mislim, oziroma to je njegov drugi film, ker njegov prvi film je kratek animiran film. Ampak. In to temelji na njegovi mangi v bistvu. Zdaj sem mislil, da bo že na njegovi resničnosti. To se resnici zgodilo. Azija zombi. Ne, ampak dejansko. Pač ja, in zdaj po vsej tej popularnosti in seveda vseh grožnjah na remake Amerike, smo zdaj prišli do tega, da je v bistvu režiser rekel, da bo naredil še enega in bo nadaljevanje drugo leto, 2020. Tako da jasno Zomgiju ne pride nazaj, ker pač nam je umrl že v prvem filmu, tako da jaz nisem več tako navdušena. No, moče pa deklica zdaj zrasla. To je to, ne. Vsi so pač ful popularni. Vsi igravci, mislim, tako cast je ful hud, pa tudi Madong Sok je notor, ki ga v bistvu lahko pa letos gledate na Lifu. Pač, ki je ta njegov, cop, ta drugi film je, oh my god, se pa nam spomnila naslova. V glavnem, na Lifu sta dva korejska filma, en je Parazit in v to drugem je Madong Sok. To druge pa v Ekstravaganci, ne? Ja, tako. In pač to je film, ki ga je v bistvu, ker Madong Sok je tako Sylvester Stallone, Koreje, po svoje, in ta film je tako Sylvester Stallone že ogledal in namerava narediti ameriški remake, seveda. Ampak bo obdržal Madong Soka. Okay. Tako da bo v bistvu še vedno Madong Sok. Cool. Ja, tako. Pa on je zdaj v Eternals, vi, ki ste
Aha, Vi, ki ste obod. ni obod. Vi obod. Tako. Zelo je žal. Ja. Don, mislim, da je Don Lee. Ti si imela za jezdeca, ne, zraven z Ano. Ja. Chloe Zhao režira Eternals. Ja, tako. In Don Lee, oziroma Ma Dong-sok. Gangster, policist, hudič je ta film. Da, hvala. Ja. Ja. To je to. Drugače tudi letos prva ljubezen Takashi Miike spet na Ja. Lifu. A ti to cel cel samo vlačeš? Ta katalog od Lifa. Jaz moram A mi lahko Jaz ga nekaj- res moram tiskati. Ja, imam ga s sabo, ker pač berem. Okay. Berem filme. Gremo dalje, naslednji je Mito. Suicide Club, not a horror, but very bloody. Mislim, to je film od Sion Sona 2001, B-film v bistvu, slab film v bistvu, ampak je pa tako šokanten, da prvič, ko sem ga videl leta 2005 v Zagrebu, mi je do danes ostal, zato sem ga dal na prvo mesto. Še enkrat bom ponovil, ne maram hororjev. Ta ni klasičen horor. Mi je zanimiv, zato ker gre tako kot, no kako že, Ash and Evil Dead. ja, gre že v komično noter. V bistvu vse te krvave scene so podložene z smešno muziko, z bizarnimi scenami, na nek način je tudi komentar nekih večjih zadev, do katerih prijem, ampak hitra obnova. Začne se takoj za pokolom 54 šolar, ki skočijo pod vlak, ko si rečejo iči ni, čau, gremo dol. Kri šprica v litrih, še mange ne sežejo tako visoko skrbijo. Pol pa se seveda policija vklopi, pa ene par stranskih likov in te zgodbe se nikoli ne povežejo. Grejo čist x mimo drugega, en policaj, ki zasleduje zgodbo, zakaj se ta folk sploh ubija, zakaj so tu neke spletne strani, ki imajo rdeče pa bele pike, zakaj nek deček kliče, ki po vsakem stavku pokašljuje, zakaj Mitsuko ne šteka, mislim, zakaj ima Mitsuko nek določen, to je še en stranski lik, nek tatu, bla, 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 samo lahko naštevam, ampak tako kot je zdaj to nepovezano, je tudi film nepovezan. Res nič ne skrivam ali pa nič ne okrajšujem. Film ima gor, mislim, ta krvavost našponano v tripama, ne vem, kako na to, mislim, pa sem gledal že marsikaj slasher ali kaj takega, ampak to bolano. Mislim, tam je na sred filma se kar preseka in se začne kazati folk, ki drži neke znake na cesti in so kar neke take pop filozofije, take cenene, izrečene. Mes poslušaš neko dekleško najstniško skupino Desert, ki poje Mail me, mislim, tako prav v ušesu ti ostane. Pol pa gledaš folk, ki se pa ubija. Ena si zažge glavo v pečici, ena mami se smehlja, mesko si roko reže na kuhinskem pultu. Mislim. In kaj ti potem pusti razen travm? Ja. Hoče povedati, da sam režiser je full bizarka tip, on je želel trilogijo narediti, žal ni, ali pa sreči ni dobil šanse za to, ne. On je pri 17 pobegnil od doma, začel poezijo pisati, po 90-ih delal eksperimentalne art videe, se bolj v galerijah vlačil kot pa po kinih. Pol je pa 2001 dobil šanso narediti ta film in se pozna tudi, ne, da v bistvu je taka eksperimentalna neka scena noter, kar lahko na nek način spoštujem, da sploh pride do tega. Ne. Po drugi strani pa mislim, da je želel nekaj povedati, ne, ker takrat na Japonskem so imeli, pa še imajo, še kar visok problem za samomori. In ta nerazumevanje, v bistvu, zakaj to folk sploh počne, pa v tako velikih številkah, kot se to na Japonskem dogaja, mislim, da on skuša tu nekako nasloviti. Tako da glavni horor, ki se tukaj dogaja, je po moje ta odtojenost folka, pa nerazumevanje ali pa neposlušanje ljudi, ki so v stiskah, čeprav tukaj folk sploh ne izraža teh stisk, folk se fentuje, zato ker pač ima šanso, da se fenta. Mislim, vmes, ko pa ta deček, ki je skuša biti neki filozof ali kva, sprašuje, a si ti povezan sam s sabo? Če se ubije, si ti še vedno povezan z svojimi sorodniki, še vedno si povezan z svojo ženo, karkoli to pač pomeni, ne vem, je pač isti neki absurd, ki ga se mi zdi, da Suicide Club skuša povedati, da pač samomor je absurd, pa na Japonskem se, mislim, ful tega absurda dogaja, dajmo se
probati pogovarjati o tem, ker to je, ne vem, kako je to pri njih kulturno gledano, a je to Ne tabu, pogovarjamo se o tem. Tako da mislim, da na nek način je to kako ne rečem temu, z velikim krvavim krikom skušal ta režiser nekaj premakniti. I think so, da je pač ta film skušal to narediti. Čeprav je B-film slab film, ampak tak slab, da je v bistvu na pogled. Veš, kaj mislim. V njem tudi igra ta Ishibashi, ki igra tudi v Audition glavnega junaka. Koroda. Inšpektor. Ja, Koroda, tudi on ima krvav konec. Moram pa izpostaviti Genesis. To do včeraj zvečer nisem vedel, kdo je. Notri se pojavi, to je zopet kar ena scena, v bistvu neka hekerka najprej policijo opozori na spletno stran, kjer se rdeče pike pojavljajo, te pike so seveda samomori, ali so se že zgodili, na kar naenkrat to hekerko ugrabijo in se potem pojavi na nekem keglišču, in se tam neka skupina ful čudnih tipov, bajkerov, ali pa bom se izrazil bajkerov, proglasi za Suicide Squad, ampak niso, oni so pozeri, ki skušajo zgolj slavo pa trend zajahati, in vodja teh pozerjev je Genesis, nek glam rocker, niti ne igralec, glam rocker na japonskem v 90-ih, ki začne brutalno se izživljati na živalmi v nekih vrečah, tako da imaš Animal Torture noter, ampak najbolj bizarno, čisto slučajno, še ni dovolj groze, ampak najbolj bizarka scena od tega je, on reče, dajmo zabavati našo gostjo tlele, in začne odšpila en komad, tak neki emo balado, kao Suicide, veš, tak tiste japonski popiš neki, ko so nametane besede, kar neki not, in to je najbolj weird zadeva ever. Sred filma kar dobiš neko emo balado noter, tipa, ki v bistvu psom pa mačkam v glave drobi, pa da Suicide is the death beyond. Mislim, ne, na tem zaključim. Ja, skratka, gremo drug roker pohiteti moramo, ker je to kuram. Sanja, ti si izbrala The Wailing? Ja, jaz sem izbrala The Wailing, zato ker je spet korejski film, seveda. Zaradi tega, ker je v bistvu tako vse, kar smo se danes pogovarjali. Ta film je prvič ful dobro narejen, ima pa vse te elemente. Začne se tako, da imaš eno odročno gorsko vas nekje v Koreji in pride v gost v neko kočo živeti japonski tujec. In potem se na tej točki kar naenkrat začne dogajati, da ljudje začnejo dobivati neke čudne izpuščaje in po tistem se jim totalno strga in tako pobijajo množično in pač zelo nasilno križprica. Ampak na tak res cool način, pa dobre posnet, ker pač Koreja. In potem imamo policista, ki je doma iz te vasi, ima tudi družino v tej vasi in začne pač raziskovati te umore, V tem času se pojavi skrivnostna ženska, ki bo, zanimivo, v belem, z dolgimi temnimi lašmi, ki pač se mu približuje in ga proba opozarjati, pa je on jih ne posluša. V korejščini je še smešno, ki je ime Mumyong, kar pomeni no name. No hands there. In potem tako na tej točki se nekako že začnejo vsi obračati, kaj ta zdaj Japonci prišlo, zdaj kar naenkrat neke čudne stvari in kaj zdaj ta nek virus ali kaj se zdaj dogaja, Potem se pojavi neki en deacon, se pravi imamo še katoliški element, oziroma krščanski element, ki govori japonsko in gre tja, v bistvu deacon, da bo prevajal s tem tujcem, se pravi, in potem pridemo do nekega momenta, ko so očitno demoni, ki posedajo te ljudi, in kako smo borili s temi demoni, vstopi v zgodbo šaman, korejski, tradicionalni, se pravi imamo katoliško oziroma krščansko, imamo japonsko in imamo šamanizem, korejski. In pač vsi ti elementi se začnejo med sabo prepletati in je v bistvu ful dobro zastavljena zgodba. Ne veš točno, kdo je kdo kaj hoče, kako se točno oni navezujejo na ta moment teh skrivnostnih umorov, ki se dogajajo. In pač enostavno, ne vem, res je dobro narejen, ful je pač strukturiran, ni nekih lukenj v narativi, ker je dost in proti koncu ne popusti, ker korejski filmi imajo večinoma ta problem, da so super, pa zadnjih 5 minut sem tako, kaj je bilo pa zdaj to. Pač, medtem, ko pač ta film pa kar zdrži do konca in je tudi konc v bistvu zelo dobro narejen. Ful vam nočem spoilati. Ok, bomo pogledali. Ampak The Wailing si pač tako res, če imate šanso, pogledajte, ker ima tako vse to.
Ti si polna dobrih zadev. Pa, Ja. preveč, moja žena je imela preveč močilnih filmov za me. To je to. Ja, To je to. cool. Tako da ja. Okay, jaz imam Ringu, to pa vsi poznate najbrž. Skrivnostna VHS kaseta, če pogledaš film... Ja, to VHS. Ja, milenici tega filma ne razumejo več. V glavnem pozvoniti, saj že pol to in potem te nekdo pokliče na telefon, tako da že to je dovolj scary. Res, ja. In 7 dni kasneje umreš. Razen če, kot se izkaže, skopiraš to naprej. Film ful črpa iz te japonske tradicije tega Kopiranje VHS kasete. Jureja. In je dosti učinkovito posnet. Začel je cel J-horror craze. Ameriški remake obstaja z Naomi Watts. Čaj, v japonščini so 3 deli, ne? Ja. Ja. Pol Oziroma pa 1-2-0. 1-2-0, ja. ja. Pol pa še imaš, kjer se tale bori proti oni izgrađ. Ja, še Ja. Mash Up. Ja. Let's ignore that. Drugače, ja, da ne bomo mogoče pozabili meniti, Grač ima nov reboot. Ja, In je ravno glih kar do trailer, Res? Ja. Zgleda ok. No, ta Korejci igra, mislim, korejski Američan. Kaj že čov, ne? Okay. Ja, John Cho. Torej, The Ring, mislim, če ga še niste videli, dajte pogledati, je zanimiv artefakt. Tudi ameriška verzija, mislim, ni tako dobra, ni toliko učinkovita, ampak so pa enih par drugih stvari probali narediti. Pa mislim, da je prvi film Gora Verbinskega, ki je potem naredil Pirate iz Karibov. Skratka, od tle je He šlo needed a še sam break. še dlje. Ja. Svoja vrstna grozljivka. Ja. No, ampak kar mi je bilo pri ameriški verziji edino všeč, poleg Naomi Watts, je tale film, ki ga vidiš. Tisti je ful tak vrev narejen. No. A misliš, on art film, če ki ga vidim? Ja. Ne, študentsko delo. Ne, tisti je meni še kar ok. Ja. V meni Pa tle je pač meni res, jaz Ringa nisem hotel zbrati, ker je bil meni kar boring, kdo zadnje. Pač res, tisti prizor, ko ona leze ven iz televizije, tisti je pa res creepy as fuck. Mislim, sam tako, pa ta njen pač res gibi, te, ki so. Jaz sem pač res tako zelo na ta telesni horor, tle mene spoceka. Ona ima tako nenavadne gibe, roke. To sem bral, kako so posneli, v bistvu so posneli njo, kako čudno hodi nazaj, pol pa zavrteli to naprej. Linčeva šola. Ja. Je pa spet štorija, kako sem jaz to gledal. To je bila en prvih filmov, ki sem jih dol potegnil z interneta. In potem, ja, no, ampak jaz sem... Temu se reče samo prijava. Jaz sem potem ta film gledal sam in pol je bilo prav tako, ko pogledaš skozi, pa tako, ok, jaz sem to iz nekega neznanega vira zdaj dobil. Ja, še to. Prav to, ne? Ja. In takrat sem eno tako malo sobo, kjer je kompjuter, na katerem sem gledal tisti monitor, bil proti postelji obrnjen in sem ga potem kar lepo malo obrnil proti, kar malo te tako zafrikira, ja. No, da, jaz bom še malo pohitev. Jaz sem včeraj pogledal Thirst, Žejo, oziroma kako to, ampak priznam, da se meni ni dopadal. Jaz sem ga na vseh teh lestvicah videl kot pač zelo nek super film, en boljših grozljivk, ampak v resnici je taka vampirijada, malo romantične komedije in tako, pač ta vampir sicer se ne sveti v temi ali kaj že. Lahko bi bilo hujše. Ja, lahko bi bilo hujše, ampak je pa pač nek katoliški duhovnik, vampirizma se naleze, ker gre v nek eksperiment, neko se prostovoljno javi za neko, da bi pač nek odkrili, ker rabijo pač te pač poskuse delajo na ljudeh, zato ker neka čudna bolezen, ki pridigarje oziroma katoliške duhovnike ali kakorkoli pač napada in skratka postane vampir in pol se mora soočiti s tem in za svojo noro punco, ki uživa v tem, da je vampirka pol, ko je on to da te moči. Ampak bom preskočil še en film, bi rad omenil, ker smo že pri Mikeju in ga imam ful rad in je eden mojih najljubših filmov, ki ga sicer zdaj nisem uspel že dost cajta gledati, je pa Sreča Katakurisov, The Happiness of the Katakuris, Katakurike no Kofuku, je pa film, kjer ena cela familija gre, naredi nek hotel, ker bo tam neka cesta šla mimo, kaj bo zgradil in v ta hotel prihajajo pač prvi gosti, ki začnejo na čudne načine umirati.
in pač, da oni ne bi spravili ta hotel ob slab glas, začnejo skrivati ta trupla in se dogaja pač cela komedija in je tudi taka črna, humorna in pač mogoče tudi to eden film, ki lahko stopite v to čudoviti svet filmografije Takašija Miikeja. To je to, mi to dalje. Jaz sem pa pogledal Onibabel, torej to je moj drugi film iz 1964. Eni pravijo, da v bistvu ta režiser Kaneto Shindo, da je nekako proto-J horror ustanovil, izumil, da tako rečem. Se pa sam sprašujem včeraj, ko sem ga pogledal po 10-15 letih, nekaj tazga. A je to sploh grozljivka? Zato, ker v bistvu zgodba filma je o dveh ženskah, ki živita na močvirnatem travnatem področju zraven reke in sta torej mati pa hčerka v zakonu, ali kako naj rečem, priporočena, ne? Ne priporočena, shit. In-laws, ja, hvala. Pastorka. Ja, skratka, oni dve sta sami zato, ker se vojna odvija in vsi moški so odšli, ne? Oni dve se pa preživljata z pobijanjem dezerterjev, samurajev, jih ukradeta in prodata vso njuno opremo naprej. Film je primaren, brutalen, ne skriva, mislim, je pa v črno-beli tehniki, tako da nimaš nekih krvavih špicov ali pa kaj tazga. Ali jo še bilo všeč? Kri imaš, ampak črno-belo. Ja, črno-belo, dobro. Ja. Se pa zakomplicira, ker v bistvu pride nazaj sosed, ki je z sinom / možem šel v vojno, ampak sin / mož se ni vrnil. On pa nekako skuži, kako oni dve se preživljata in skuša kapitalizirati neko sceno, se pa takoj uplete seks noter, ker v bistvu je on pohoten, pa tale vdova, ne, je tudi pohotna in je v bistvu vse primarno, medtem ko mati, ki pa se bori za svoje preživetje in jo rabi za to, da lahko skupaj pobijata še samuraje naprej. Potem v bistvu se ful zakomplicira njihov trikotnik, ampak pojte o temu. Film je čista neka drama, tragedija, da se tako izrazim, vse do zadnjih 15 minut filma, kjer pa se en samuraj pojavi z masko in noče maske sneti dol, on govori, da je najlepši obraz v Kyotu in ga mati ubije, sname masko dol, vidi, da je polnoma iznakažen. Ona pa potem pride na idejo, da bo s to masko strašila tol svojo in-law hčerko, ne, zato da ne bi šla seksati s tem sosedom, Hačijem, ne. Snaha, thanks. In da bi jo obdržala pri sebi, ne. Se pa potem takoj pojavi potem tukaj ta super naravna ali nadnaravni element, ker ona te maske ne more več sneti dol. Postane pošast. In evo, bom samo do konca spoilal, film se tudi tako konča. V bistvu hčerka ji reče, vidiš, to imaš, kaj si mi pa želela krivdo nabijati, pa z nekim peklom groziti, pa z nekimi demoni groziti, pa levo desno, in ji vseeno pomaga to masko sneti, ampak ona potem izpod te maske iznakažena in se za njo dere, v bistvu, jaz nisem demon, jaz sem tvoja mama, levo desno. Skratka, film, sploh ne vem, če je horror sam po sebi, ima ta nadnaravni element. Eni govorijo, da je to neka erotičen horror, ker je v bistvu ta seks, gon po preživetju, je v bistvu noter zakoreninen, povrhu je ta, ful bi ga mogli videti, lepo je posnet, črno-bela tehnika, te jump scari so noter uporabljeni, trava, ki je... Strahoskok sem se odločil. O, lepa. Da bomo to tudi ta trava, ki je trava močvirja, v katero je pač celotni film postavljen, je visoka, vedno je si z nekem nizkem kadru, ne, ta trava ima nek svoj element, ko je na miru, veš, da v bistvu se dogaja neka groza, ko se giblje, veš, da je neko pohitrenje noter, nek tempo se Ful ga priporočam, ker je zanimiv za pogled, ne zaradi tega, ker je grozljiv, ampak zato, ker je mogoče kao neka osnova za razumevanje neke J-horrorja, vse jaz bi ga tako videl, no. Po drugi strani imaš pa, mislim, da je en lep komentar na povojno Japonsko, v bistvu tale strahote vojne, v bistvu kao ni zgolj onih vojakov, ki grejo, ampak ljudi, ki so ostali za njimi, ne, kako so oni preživljali, ne. Vse je komentar na to, ne da to za ilustracijo, ampak tako to, evo. No, mi bomo zdaj spodaj prilepili še več teh filmov, še več predlogov, katerih nimamo zdaj cajta tle obnavljati, ker se bliža 12. ura, pač ne vem, pač verjetno moramo ven, čeprav nikogar tle ni. Tako da bomo spodaj nalepili vse predloge, Sanja nam je posredovala še ene par takih in jaz mislim, da so vsi fini in da lahko
pejte to, kaj od tega pogledate, jaz upam, da smo vas zakaj nadušili, tudi zakaj beremo, gledamo, poslušamo, nimamo časa mitri, ampak bomo sam Sanjo vprašali, a si kaj gledala zadnje čase takega žanrskega morda, kar bi priporočila, še pa ni nujno, da je korejsko ali pa lahko pa seveda je. Lahko pa seveda je. Ja. V bistvu sem tako rekla, ne bom poročila prav enega filma, bom pa rekla za tisti, ki pač vas zanima horor. Si mal pogledajte Tajce, pa Tajvance, Okay. Ker pač sploh Tajci, ki pridejo do supernatural horrorja, delajo zelo decent zadeve. Pa zdajle v bistvu krož čistko, ker sem pač edina ženska gostja. Laos ima eno samo žensko režiserko. Fun fact. In ta ženska režiserka dela samo horror filme. In pač njen drugi film Dear Sister je bil lani dejansko od Laosa predlog za Oscarje, sicer ni dobila nominacije, je pa bila v Udinah. In zdaj v Vidmu, hvala. That place. V glavnem in pač zdaj je prišla ven z njenim tretjim filmom, ki je v bistvu in to se ne zezam, o sajskem morilcu, ki potuje v času. In se imenuje The Long Walk. Sicer je bil busano predstavljen kot star moški, ki pač ima nek svoj način in ima neke mommy issues. Pač ful ni čisto to. Ampak ja, film je zanimiv, dosti originalen, ne vem, pač probite še tako mal ven pogledati izven tega in če vam je karkoli azijskega všeč, tako pridite v Videm. Ker je vsako leto v aprilu v bistvu filmski festival, na kateri tako moj najljubši na tem planetu, po moje, ker imaš res tako sam hud nabor azijskih zadev. Cool. In vsak dan zvečer hud nabor azijskih grozljivk, če si pač v to. Jaz ful nisem v to, ampak pač jaz se probam čez dan zamotati. Ampak tako res pač v Far East Film Festival v Udinah oziroma v Vidmu je tako the best. Super. No, cool. Super. Seveda, bliže se Liv, 13. do 24. novembra je. Mi zdaj ne bomo dosto o njem govorili, jaz sem katalog pri sebi, kot je povedal Mito. Bomo pa delili v teh dneh pred Livom in seveda med Livom, bomo delili trailerje in tako bomo priporočali, naredili bomo kak seznam filmov, ki si jih pač pete pogledati, če imate radi žanr in bodo tudi na Livu, tako da spremljajte na vseh naših kanalih. Danes, če to poslušate, je pa v Kinodvoru Noč grozljivk, se pravi maraton groze, začne se ob 7 z Svetilnikom, ki smo ga, mislim, da tudi mi že večkrat omenili, pejte pač gledati in dajmo se pol dobiti na kakšnem pivu. Potem so Koča, Solstici, Midsommar, ki smo tudi večkrat omenili, Čarovnica je, še en Parkov film, ki smo ga danes že omenjali, in pa na koncu je Piercing ob 5 zjutraj. Skratka, ki pa je po romanu Ryua Murakamija, ki je napisal tudi Audition. Tako, in mi bomo, mislim, jaz bom tam, no, ne vem, kako dolgo bom zdržal. Jaz si prijemo 5 ali kako. Ja, no, skratka, če me tam srečate, pa me želite pozdraviti, lahko gremo zjutraj na zajtrk. Ma pa Kino Bežigrad tudi danes premiero, predpremiero, karkoli že, se pravi Shininga 2, kako je že naslov temu filmu? Dr. Sleep. Tako, ja. Dr. Sleep. Tako da lahko izbirate Dr. Sleep ali pa Svetilnik oziroma karkoli vse ostalo v Kinodvoru. Ljudje in ljudine, to je bila že naša 31. epizoda, 4. uradna epizoda druge sezone. V njej smo se pogovarjali o drugi sezoni antologijske serije The Terror, Infamy in o azijskih grozljivkah. Poslušali ste torej podcast po imenu Bot, podcast za serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili Sanja, ker pač, you know, people are evil, Struna. Mito, smem še jaz ti dati en bombonček tu noter, Gegič. Igor, jaz sem bil na setu Harp in Aljoša, kiri, harlamo. Tole epizodo smo posneli v kinogledališču Bežigrad, za kar se ekipi KGB-a tokrat ne tok prijateljski lepo zahvaljujemo. Danes ni bilo pač nikogar, ki bi nas postregel, ampak ok. Mater. Zdaj sem se pa čist srašal, pardon, neki prepih od nikoder, ker vrata je zaloputnilo. Je 5 do 12, jaz bom zdaj reš forwardal to Anžetovo pismo, ker boš biti preživeren pa živ, kot pa racionalen in hin. Ok, Igor, daj mi telefon, speljamo to do konca, mudi se, pol se igračkajti s tem. Skratka, torej, kot bi rekel Anže, Sanja, ki se tebe najde na internetih, na Twitterju, ne uporabljaš dosti Twitterja, sem videl tako
en tweet ali pa dva imaš in oba sta tako, a hočem uporabljati Twitter ali ne bom. Ja, in to je iz leta 2009, se mi zdi. Tako je, da. no. Twitterja ne uporabljam. Skratka, Sim se mi zdi najbolj zdrava ja. pozicija. Si pa drugače na Facebooku. Na Facebooku sem, pa na Instagramu sem, kjer je full enih fotk morja. No, skratka, tako pa srečate, gotovo ste jo že srečali, poslušali, če poslušate sestrski podcast, film Flow. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerite, lajkate naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, še vedno toplo priporočamo Castbox, dajte nam kakšno oceno na iTunesih, dokler še obstajajo, podprite platformo Aparatu z odličnim izborom podcastov za vsakega in če bodo danes po noči iz sosednjega stanovanja prihajali nenavadni, srhljivi zvoki, se ne ustrašite. To je samo vaš sosed, ki umira od smeha, ker posluša naš podcast. Vrnite mu milo za drag. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku smo podcast obot brez pikic s K-jem, tako je na Instagramu, tam delimo rajcere, prikolice in druge zanimivosti in tja lahko usmerite vprašanja, pripombe, komentarje, krike, groze, pritožbe, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Sicer pa se slišimo spet kmalu, čez 2 tedna, natančneje 12. novembra. O čem bomo govorili takrat, bi radi vedeli kaj. No, govorili bomo o... Odkdaj pa se slišijo zvonovi sem zdaj? Čakaj, a sploh kakšna cerkev blizu? 12 je? 12 je. Ok, mislil sem, da je Mito Cvikar, pa vidim, da si ti še večji Igor Nehina. Aljuša. Mito? No, lahko nekaj, da prosim to ne sliši. Kri, umiram, pa tako mlad. Ste vidko zihar, da je vse ok z vami? What the fuck? Okay. Ampak to čisto iskreno je bilo zdaj vprašanje. Okay.